Hejla, Darja tukaj iz Esence vesolja in danes je čas, da ti povem malenkost več o makrame ogrlicah, ki jih delam jaz. Če spremljaš naš kanal in naše videote, si verjetno že videla nekaj na to temo, drugače jih lahko vedno vidiš tudi na meni. Jaz sem po navadi kar 2 ogrlici gor, ker se pač ne morem odločiti, kateri kristal bi v danem trenutku, tako da 2 sta sigurno gor, 3 tudi lahko grejo, ampak dajmo mi začeti na začetku. Okej. Zakaj delam makrameje? To je prišlo popolnoma zelo, zelo slučajno v moje življenje, mislim, da okoli 10 let nazaj. Ne po moji želji, ne po, kako bi rekla, nisem iskala te zadeve. Ko nekaj mora priti v tvoje življenje, bo tudi prišlo, samo pač moramo dovoliti, Tako da makrame je na ta način prišel k meni in sem ga začela spletati in hitro tudi ugotovila, da je to ena aktivnost, ki zelo sprošča, pomirja, se pravi, že samo izdelovanje tehle, makrame vezav je zelo sproščujoče. In tako so potem nastale te moje makrame ogrlice, makrame by Darja, ki ti jih bom danes malenkost predstavila. Zakaj je tole tako fajn, da jaz to nosim skozi? Moje makrame ogrlice, kar jaz želim pri njih, je, da so prvo kot prvo nosljive. Kaj to pomeni? Tudi če vidiš, gre tukaj za malo večji kristal, malo manjši kristal, ampak to je skozi gor. Ne rabiš dol dati, tudi če se greš tuširati, za športne aktivnosti, tudi na pilatesu, na telovadbah je to vse gor. Včasih malo moti, ker je malo preveliko, ampak dobro, to mora pač vsak malo za sebe presoditi, ampak non-stop imaš lahko gor. Edina stvar, kdaj ne nosimo kristalov, je termalna voda. Termalna voda je pač poseben tip vode, poln ostalih mineralov in ne želimo, da negativno vpliva ali pa da se karkoli začne odlagati na našem kristalu, tako da v termalni vodi ne nosiš, vse druge lahko nosiš. In vezava je narejena tako, da ostane v največji meri, se pravi lepota kristala, in probam v najmanjši meri objeti kristal. Zdaj, če se vidim, pokazala še par primerkov, Odvisno od oblike kristala se potem naredi vezava in jaz vedno naredim tako, da je vrvica na najmanjšem možnem delu kristala. V tem primeru ne gre drugače. To je minimum, kar se recimo naredi, ko je kristal takle, to je en čudovit tektitek, lahko začnem se pravi, prvo spodnjo tretjino pustim prazno in potem šele spletam. In recimo, če je črna vrvica na črni podlagi, sploh ne vidiš, da je karkoli spleteno. Tako da tudi to je ena poanta. Lahko se naredi tako, da izberem vrvico, ki je najbližje odtenku kristala, ali pa naredimo kontrast. Meni je recimo tudi ful všeč kontrast. Da pokažem na črnem. Tole je ena sferica šungita, črna, in potem, če bo se zaostrila, na kontrastu, to je pa vrvica, isto makrame vrvica, ki je kovinsko srebrna. Tudi take kontrasti pridejo, Je odvisno popolnoma od tega, kaj je tebi všeč, kako se potem naredi, ali kontrast ali pa pač nekaj, da se zlije z samim kristalom. Lahko se naveže katerikoli kristal. Meni osebno so zelo všeč surovi naravni kristali. Zdaj v primeru tektitov, moldavitov je to pač ta najboljša opcija, ker ne spremeniš strukture samega kristala, vrvica obda originalni kristal in to je to. Zdaj v primeru drugih zemeljskih kristalov, če je kristal surov, ima ostre robove, kar pomeni, da tudi tebi ne bo najboljše, ko nosiš, ker pač ostri robovi pikajo. Tako da v primeru zemeljskih kristalov vzamem različno zaobljene kristale, pač tole kabošonček rdečega jaspisa, ampak lahko pridejo, zdaj nimam pri roki, različne oblike, samo da je pač polirana površina in lahko ti to normalno nosiš. To je poanta, Kaj ti še povem okoli teh vezav? Se pravi, vezava za kristal je
jo vedno obda kristal, tako da ne morem ti poslati vrvice, da ti daš kristal noter, jaz moram dobiti kristal in naredim pol vezavo, ne. Jaz najrajši sicer delam tako, da jaz imam že svoje kristale, jih je ogromno, jih navežem in jih potem pogledaš, kaj imam v spletni trgovinici Esenca vesolja, lahko pa naredim tudi vezavo za tvoj kristal, če imaš kak kristal, ki ti je ljub, a ne, mi ga pošlješ, pa naredimo vezavo. Ponavadi je to klasična vezava, se pravi, navezan kristal, malo dekoracije v obliki spiral, včasih dam tudi kake kristalčke noter ali tudi čisto odvisno od tega, kaj imam. Kaj moraš vedeti okoli teh kristalčkov? Zelo težko je dobiti res prave sferice pravih kristalov. Ogromno je enih plastike, pobarvane ali pa pač katerikoli navaden kamen in ga pol prefarbajo. Zaradi tega jaz nimam vseh kristalov, imam pač samo tisto, za kar vem, da res lahko dobim te prave tele kristalčke. Zaradi tega mi tudi one zapestnice, ki se s teh bunkic niso zelo všeč, mislim, niso redki so pravi kristali, a ne. Večinoma je, ne vem, barvan lavaston, barvan drug poceni kak kamen in ga pač pol prodajo pod, ne vem, tem določenim kristalom. Tako da ja, če dobim sferice, ki pašejo zraven določenih kamnov, jih seveda potem tudi uporabim. In kar moraš še vedeti, delam dva različna tipa ne vezave, ampak zaključka. Eden je tale, kot vidiš, ko visijo tele vrvice dol. Ta vezava je super za vse, ki bi želeli imeti ogrlico ali na dolgo nošeno ali pa tudi pol toliko na kratko. Če želiš kadarkoli nositi svoj kristal na kratko takole, moram narediti tako, da so pač ti konci prosti, ker potem se lahko vrvica ful bolj zmanjša. Drug primer je, da se pravi, ti konci niso prosti, ampak so fiksirani, a ne, sta potem dva taka vozlička. In v tem primeru si omejen, tule imam še cenoga, za tem, koliko se lahko prilagodi, zaradi tega, ker gre samo do tegale dela se pravi, spiralo, do sem se lahko zmanjša. In v tem primeru ti kristal nikoli ne bo prišel toliko gor, zaradi tega, ker pač vsi so narejeni recimo tam nekje na eno klasično dolžino, zato da jo lahko nosiš dalj, a ne, se pravi, rečemo pri srcu, srčni čakri, ali pa potem takole, kot je tale, mičkeno na krajše. Jaz vse kristale, ki so namenjeni temu, da se nosijo, bom rekla, bolj ali manj skozi, delam rajši na ta princip, se pravi, da nimaš teh prostih končkov, ker to je tako neka klasična dolžina, tudi kolikor jaz vidim od mojih strank, večina jih želi nositi mičkeno bolj tule, ne. Ampak poudarjam, določene ogrlice, kot so recimo tudi te bolj elegantne sfere, a ne, bom eno po eno pokazala, pa naredim potem na tak princip, da so ti končki prosti, da lahko nosiš res kot eno ogrlico. In to potem pride ful lepo, sploh s temile kristalčki vpletenimi in si lahko predstavljaš, da pač imaš res takole na kratko, a ne. Tole je en čudovit sodalit, ki izgleda kot zemlja, vpletena v zlato makrame vrvico, isto s sodalitki še na nitki, pa še na ametist sferico sem imela tudi v tej čudoviti srebrni kovinski vezavi z ametistki vpletenimi. In to pride pol res ful lepo, ko daš na kratko, ampak lahko je pa tudi na daljše, ne. Tako da to sta dva različna zaključka, opcije pri zaključku makrame vrvice. Okej, se pravi, zdaj poznaš, kaj delam in ja, že 10 let delam večinoma tele ogrlice. Zakaj? Ker je kristalov ogromno, ker enostavno je meni najljubše to za nositi. Strašno so mi všeč tudi vse umetnine, umetniški izdelki, ki jih delajo določene ustvarjalke, a ne, ke pride res potem to spleteno, ampak meni osebno to ni nosljivo in jaz ne želim imeti enega izdelka v predalu, zato da dam enkrat na leto gor. In kot rečeno, jaz sem oseba, ke dam gor, ne bom tega dol jemala vsak dan, ni variante, ne. In zato sem ostala tudi pri teh klasičnih vezavah,
za kristal, kjer je kristal v centru in je pač vezava res samo, ima funkcijo, je tudi lepo seveda, ampak ima funkcijo, da jo lahko nosiš in da ti je udobno, a ne. Zdaj zraven mojega makrameja, ko vzameš, po novem dobiš tudi takle navodilček, a ne, tvoj kristal v makrame vezavi, ti malo napišem gor, kako skrbiš potem za to makrame vezavo in tudi negovanje tvojega kristala, kako neguješ, čistiš svoj kristal. Jaz najrajši, okej, spustimo to, najrajši čistim z dimom, ampak zakaj? Ker itak sebe čistim z dimom skoraj vsak dan oziroma prostor čistim z dimom vsak dan. To je ena stvar, a ne. Druga stvar, vsak dan se tuširam, se pravi, se že itak tudi vsak dan kristali sperejo. Zato pri teh ogrlicah, ki jih ti nosiš non-stop, moraš vedeti, da že s tem, ko ti čistiš sebe z dimom, če uporabljaš kadila, oziroma se tuširaš, se tudi kristali čistijo. Tako da jih čistim pol ekstra, če začutim, okej, pač bom, a ne. Če pa kak kristal ne nosim redno, potem ga pa majčkeno bolj recimo pred uporabo ali prekadim ali dam pod tekočo vodo. Ta dva načina sta meni najbolj pri srcu, s tem, da jaz, ker delam te makramejčke, dostikrat tudi, kaj naredim še, jih previbriram s tibetansko posodico, ker jim tudi strašno paše, a ne, tudi deluje zelo očiščevalno. Tako da dobiš tudi tale listek zraven, kjer je vse to napisano. Vsak makrame pride v mošnjičku in je še darilce zraven. Zdaj vsi, ki ste že kupili makrame pri meni, veste, da dobite še zraven vsakega makrameja Palo Santo palčko. Tako da mošnjiček, Palo Santo, če je pa makrame oziroma kristal z, bom rekla, malo večje vrednosti, ponavadi so to moldavitki ali pa kak večji tektit, dam pa tudi v škatlico, tako da je res orenk zaščitena. Evo, to je nekako pregled nad mojim delom, mojim ustvarjanjem makrame ogrlic. Zdaj, jaz se trudim dobiti tudi kristale, ki drugje niso na voljo, zaradi tega, ker so meni pri srcu vsi meteoriti, imam v ponudbi večinoma tudi moldavite tektite, libijske zlate tektite. Kaj še? Dosti kristalov je, ki jih jaz nabavljam sama na mojih potovanjih, recimo iz Mehike, ker sem dobila čudovite obsidiane, potem tudi čudovit opal iz Mehike, tako da malo pobrskaj, so tudi kristali, ki jih je težje dobiti. Kaj sem še hotela povedati? To. Vesela bom tvojega komentarja, če te kaj zanima, me vprašaj. In, mogoče čisto za konec. Koliko časa ta vrvica zdrži? Vezava, če redno nosiš, tako kot jo jaz nosim, meni recimo zdrži komot 1-2 leti. Tudi pol ona še zdrži, ker so to sintetične vrvice, ki se bodo zelo, zelo težko strgale, kar se pa naredi je, da se vseeno nabere določena umazanija, sploh recimo tukaj zadaj, za vrvico in potem tudi vrvica zgubi malo svojo barvo, se vidi, da se pač malo obrabi, a ne, kar je normalno, če imaš to skozi gor, se bo to v 2-3 letih naredilo. Če paziš, pa če si oseba, ki pač daje dol, malo bolj paziš, da ne nosiš, ne vem, mogoče takrat jaz zunaj, ko delaš na vrtu ali pa ko se orenk švicaš, se bo tudi vrvica dalj časa bo ohranila svojo, pač bo zdržala brez tega, da bi jo morala prevezati. Ampak kakorkoli, vse se da prevezati. Jaz vedno pač pravim, če res nosiš redno, tam po 1-2 letih je fajn prevezati, narediti, zamenjati energijo, a ne. In jaz ti seveda potem tudi kristal lahko na novo prevežem. Evo, zdaj mislim, da sem povedala vse. Vabljeni v našo spletno trgovino. Jaz dodajam te nove makrameje res mesečno, včasih tudi večkrat na mesec. Nastajajo skozi, malo me čas baše, kako dodati, a ne, ampak skozi nastajajo novi, sigurno najdeš za svojega. Če pa glih ni kakega kristala, ki ga želiš, ga imam jaz sigurno kje v mojih zalogah kristala in ti lahko navežem tudi pač po tvojih željah, v tvojo barvo, kakorkoli želiš. Evo, toliko o makramejih, makrame Bajdarja in
Če imaš moj kristalček že, makramejček, hvala za zaupanje, upam, da ti čudovito služi. Če še nimaš, pa evo, lahko izbereš v naši spletni trgovini Esenca vesolja. Do naslednjič.